večer, lepo pozdravljeni na naši, kaj to zdaj, 4. šolska ura, ne? Ko govorimo o strahu oziroma o tem, kako se osvoboditi iz primeža strahu. In danes govorimo o tem, kako premagati strah pred neuspehom. Ampak preden pridemo do te teme, imamo za vas eno darilo. In sicer nekateri jo poznate, drugi ne, revijo Čili in zdravi. Revija je tudi sicer brezplačna, tako da če kdo želi redno prejemati, se lahko oglasi in vam bomo z veseljem dostavili. Ampak nocoj bi vam podarili to zadnjo številko, ki še je zimska, tako da se malo spomnite, kako izgleda zima, ker zdaj že pozabljamo, ko je meteorološka pomlad tukaj. V njej boste našli veliko koristnih stvari, verjamem, in verjamem, da boste z užitkom prebirali, tako da prosim, če lahko podelimo to revijo. Če želite vzeti potem še za koga kakšno, za svojega prijatelja, mamo, očeta, otroka, ne vem, kogarkoli, lahko jih vzamete še več, ni nobene težave, z veseljem širimo dobra sporočila. Tako da se kar oglasite in z veseljem vam bomo dali še kakšno revijo za zraven. Čisto preden skočimo v to temo, kako premagati strah pred neuspehom, bi rad postavil eno vprašanje. A je kdo tukaj, ki še ni doživel neuspeha v življenju? Ne? Okay, ne, ker če ne bi zamenjali, bi jaz šel poslušati z veseljem, ker bi lahko povedali verjetno nekaj več kot bi jaz. Jaz sem ga, tako kot vsi vi, doživel, kako se z njim soočam, kako se z njim soočamo. Nocoj bomo podelili nekaj o tem, seveda, kako biti čim bolj uspešen pri tem premagovanju strahu pred neuspehom. Ker strah pred neuspehom ima en prav poseben učinek na nas. Kakšen je to, bomo videli kasneje. Ne vem, če ste kdaj gledali na televiziji, mislim, da v zadnjem času ravno ni tega veliko, ampak jaz se še spomnim iz svojega otroštva ali pa mladosti, oddaje prav posebne, lahko rečemo, nagradne igre. In sicer v tej nagradni igri so tekmovalci bili soočeni s 3 vrati, ponavadi 3 izbirami, 3 odločitvami, in za vsakimi od teh vrat se je skrivala nagrada. In nagrade so bile od čisto banalnih in poceni nagrad, ne, kot, ne vem, set za namizni tenis, recimo, pa do zelo posebnih nagrad kot nov avto. Se pravi, vse to je bilo možno v eni igri, da se zgodi in dejansko nekdo odide domov s setom za namizni tenis, drugi pa se odpelje z novim avtom. Pri tem. Ampak tisto, kar je zanimivo, ko razmišljamo o tej nagradni igri, seveda ni toliko to, da je bil razpon nagrad tako velik in seveda vsi so si želeli tisto glavno nagrado, za katero niso vedeli, kje je, za katerimi vrati, ampak to, kako so se tekmovalci odzivali na to svojo izbiro, ki so imeli. In v bistvu, tako kot so bila 3 vrata, lahko rečemo, so bile 3 skupine ali pa 3 različni tipi tekmovalcev v tej nagradni igri. Prva skupina so bili tisti, ki so se zlahka, da rečemo, in takoj odločili. Ko so bili soočeni z izbiro, so rekli vrata A, recimo. In kar je bilo pri njih zanimivo je, da tudi če se je za vrati A potem skrivala tista najnižja vrednost, najnižja nagrada, so se dokaj lahko soočili s tem. Nobene posebne travme, nobenih posebnih težav, seveda niso bili najbolj presenečeni in presrečni, ampak to je igra. Nekako tako so se odzvali in pač tokrat so si izbrali to. Potem druga kategorija ljudi so bili bolj neodločni ljudje. Tisti, ki so ves čas nihali med temi možnostmi. Včasih se je zgodilo tudi, da je voditelj oddaje recimo rekel, umaknimo 1 vrata in potem sta bile še 2 vrata, samo na izbiro. Zanimivo, to jim nič ni olajšalo odločitve, večini, ne? Ampak nihali so ves čas, kaj bi, kako bi se odločili, kako bi se izbrali, in po pač nekem časovnem nihanju, ko se je čas iztekel, ko so morali izbrati, če se je zgodilo, da so izbrali tista vrata, za katerim je bila najbolj poceni nagrada, so bili izjemno razočarani.
In so to svoje razočaranje veliko krat tudi jezo zelo glasno in nazorno izrazili, tudi žalost. Skratka, zelo težko so preboleli to, da niso izbrali nekaj boljšega od tega, kar so dobili. Potem je bila še tretja kategorija ljudi, to pa so bili ljudje, ti so sicer bili mogoče najredkejši, ampak so bili tudi takšni, ki se preprosto do konca niso mogli odločiti. In na koncu niso izbrali nič. Ko je čas iztekel, niso izbrali nič. In potem je vedno sledil nekako pogovor, seveda za vsemi, zakaj ravno ta vrata, preden so jih odprli in tako dalje. In zanimivo je seveda poslušati, kako so ljudje racionalizirali svoje odločitve, ne? Po kakšnem sistemu, po kakšni logiki so prišli do tega ali pa pač kar tako, kakor so se odločili. Ampak ko so nekako analizirali vso to svojo pot, kako do vsega tega in zakaj se pač ta zadnja skupina ni mogla odločiti, so nekateri preprosto rekli, da so se bali, da se bodo odločili narobe. Da bodo izbrali tisto najbolj enostavno, najbolj poceni nagrado. In ker so se bali, jih je to dejansko in tukaj prvi učinek straha pred neuspehom paraliziralo, tako kot drugi strahovi, kot smo rekli, enostavno zmrznili so, niso se mogli odločiti. Ampak kar je seveda tukaj zanimivo poudariti nekaj je, da tudi njihova neodločitev je bila odločitev. Tudi njihova neodločitev ali pa neodločnost, ki so jo pokazali do te mere, da niso nič izbrali, je bila izbira, za katero so se na nek način odločili. In kar opažamo nasplošno v življenju, lahko rečemo, da si pogosto neuspeh izberemo tako, da se ne odločimo. Da ne naredimo nečesar, kar mislimo, da lahko prinese neuspeh, ker se bojimo, da se bo to zgodilo. Hočemo, kot rečemo po domače, na ziher, tako rečemo na Štajerskem, ne vem, kako rečete tukaj. Ne? Se pravi, mi bi se odločili za to, če bi vedeli, da bo to uspeh. Ne? Izbrali bi vrata A, B in C, če bi vedeli, da je za njimi tisto, kar hočemo, ker pa ne vemo, za katerimi vrati je tisto, kar je, in ker se bojimo, seveda, neuspeha se ne odločimo. Ampak, kot smo rekli, tudi ta naša neodločitev, je izbira. Zakaj prihaja do tega? Del stvari, povezanih s tem in strahom pred neuspehom, je povezan z našo vzgojo, z našim otroštvom že. Na različne načine smo seveda bili vzgajani, ampak ena od stvari, ki smo jih dobili nekako kot popotnico od svojih staršev, je bila ta, da so nas starši svarili na ta ali oni način, z besedami ali kakorkoli drugače, pazi, kako se boš odločil, pazi, kaj boš izbral, da se ne boš odločil ali odločila narobe. To so bile nekako besede in misli, ki so bile prenesene na nas. In seveda skupaj s temi mislimi, skupaj s temi besedami so šle še neke naše izkušnje, ki smo jih imeli mogoče takrat, ko smo se odločili narobe, ko smo doživeli neuspeh zaradi neke svoje izbire, odločitve, česarkoli pač. Včasih neuspeh, ki ga doživimo, prinese posmeh nekoga, ki vidi ta naš neuspeh. Ljudje se nam smejijo, posmehujejo in seveda tega si ne želimo. Ali pa se počutimo osramočeni, nerodno nam je po domače, ko smo doživeli neuspeh. Najraje bi se zemlja odprise in mi pademo not in nas ni več. Ne? In potem seveda ta sporočila, ki jih dobivamo kot del popotnice za življenje in neki naši občutki in čustva in doživetja, ki jih imamo, ko to združimo skupaj, nas pripelje do tega, da se začnemo bati neuspeha. In da začnemo v neuspehu videti nekaj slabega, nekaj, čemur se moramo pod vsako ceno izogniti. Samo, da tega ne doživimo. In seveda, potem je jasno, da nas takšna stvar prikrajša za marsikaj v našem življenju. Ker življenje ne pride z garancijo. Z garancijo, da bomo vedno izbirali prav, da se bomo vedno odločali prav, da nikoli ne bomo doživeli neuspeha. Izkušnja neuspeha je nam vsem skupna, kot smo ugotovili. Ni nikogar, ki v svojem življenju tega ne bi doživel. In to je ena od stvari, ki jih
moramo vedeti, ki prav, da jih imamo v mislih in k temu se bomo vrnili na koncu tega našega predavanja. Strah pred neuspehom seveda deluje na nas na različne načine. Paralizira nas vsekakor, ampak ravno tako ima tudi neke druge učinke oziroma kaže na določene stvari. In strah pred neuspehom vedno razkriva našo negotovost. Našo negotovost, ki se izraža tudi v nezaupanju do samega sebe, do zmožnosti in sposobnosti, ki jih imamo, do tega, da se odločimo ali naredimo prav ali karkoli drugega. Skratka, zelo negotovi smo. Ja, vemo, mislimo, da, ampak, potem se pojavi tisti velik ampak. Kaj pa če? Kaj če nekaj ne bo šlo tako, kot sem si zamislil, načrtovala? Kaj pa potem? Potem bodo vsi to videli in vsi se mi bodo smejali. In vsi bodo s prstom kazali name. In jaz se temu želim na vsak način izogniti, potem pa raje ne poskušam. Raje ne naredim, raje se ne odzovem, tako kot bi se naj odzval. Skratka, strah pred neuspehom razkriva to našo negotovost. Strah pred neuspehom rojeva dodatne strahove v našem življenju. Ne pride nikoli sam. Enostavno sproži se ena veriga strahov, lahko rečemo. In zaskrbljenosti, o kateri smo govorili zadnjič, kadar gre za nekaj bolj dolgotrajnega. In potem se naenkrat bojimo. Bojimo se še tistih stvari, ki smo jih mogoče rutinsko počeli, ki jih obvladamo, ki jih znamo, v katerih smo bili uspešni, ampak kaj pa, če tokrat ne bomo? In potem se spet povlečemo nekako nazaj, naredimo korak nazaj in raje smo previdni. To je eden od učinkov, torej straha pred neuspehom. Strah pred neuspehom vedno vodi do omahovanja in odlašanja. Omahovanja bi pa ne bi. Pa ne bi pa bi. Vsaki 5 minut si premislimo, kaj bi ali kaj ne bi naredili. Enkrat smo odločeni, da ja, da gremo naprej, da zagotovo to bomo izpeljali, čez 5 minut smo si premislili. Je čisto drugače. Če imamo na razpolago izbiro, ne vemo, kaj bi izbrali. Omahujemo. Vse stvari se nam zdijo privlačne, vse stvari se nam zdijo zanimive, ampak kaj pa, če izberemo narobe? Moja Lara, mlajša hči, ponavadi doživlja neko tako stvar. In mislim, da veliko otrok. Oni bi vse 3 opcije, ki jim ponudimo, ne bi samo eno. Ampak če rečemo eno, je treba izbrati, potem ponavadi reče, ne vem. In potem gremo skozi en proces, ko ji pomagamo, nekako priti do odločitve. Ampak včasih se ne da. Včasih reče, ti izberi. Ti se odloči. Ker če bo kaj narobe, bom jaz kriv. Ne bo ona, verjetno. Ni tega nikoli rekla. Ampak to je en pritisk, ki ga čuti, ker ne more imeti vsega, kar se ponuja, pa ne ve, kaj bi. In seveda otroci to s časoma prerastejo, razvijajo neke svoje mehanizme odločanja, izbire, ravnanja v svojem življenju, ampak nekatere ta neodločnost, to omahovanje spremlja skozi vse življenje. Poznamo verjetno koga takega v svojem življenju. Ko si rečemo, pa daj, odloči se že enkrat. Pa se ta odločitev ne bo zdaj življenjska odločitev. Imate ljudi, ki pri vsaki stvari omahujejo. Ne glede na to, ali gre za neko veliko odločitev ali pa za neko majhno, kot bi rekli. Ampak enostavno ne gre nikakor. Zakaj? Strah pred neuspehom. Kaj, če se ne bodo odločili prav, če ne bodo izbrali recimo prave stvari. In seveda strah pred neuspehom vodi tudi do odlašanja. Odlašanja, to bomo jutri, to bomo pojutrišnji. To bomo enkrat pač, ko bo pravi čas. Ampak ta pravi čas, ta enkrat, ta jutri nikoli ne pride potem. Skratka, tu vidimo različne oblike tega, kako nas strah pred neuspehom paralizira. In kako nam, kot pravi ta naslednja alineja, strah pred neuspehom pravzaprav preprečuje rast. V svojem življenju kot osebnost, kot posamezniki, kot človeška bitja, ne fizično, ampak emocionalno, razumsko, socialno, rastemo na ta način, da tvegamo. Ni rasti brez tveganja, smo rekli na prvem našem predavanju. Šele ko porinemo kot želva, glavo ven in noge ven iz svojega oklepa, v katerega se velikokrat skrijemo, da bi se zaščitili, se lahko začnemo premikati naprej. Vse dokler je to v oklepu, ko se samo ščitimo, varujemo, ne gremo nikamor. Skratka, nič se ne dogaja, ne rastemo, ne napredujemo.
In seveda, ko govorimo o neuspehu, velikokrat ta neuspeh tudi poosebimo na nek način. In začnemo o sebi razmišljati kot o neuspehu. Mi smo neuspeh, mi smo zgube. Mladi rečejo danes luzerji. To smo mi. In včasih je seveda to povezano z nečim, kako se je naše okolje, recimo spet se vračamo v naše otroštvo, odzvalo na neuspehe, ki smo jih doživljali. Nekateri starši zelo težko prenesejo neuspeh svojih otrok. In potem mislijo, da jih bodo motivirali s tem, da jih bodo postavili na sramotilni steber, ki ga sami postavijo s svojimi besedami, ravnanji in potem poskušajo otroka čim bolj osramotiti, skratka v njem ustvariti čim večji občutek sramu, ker mislijo, da se bo otrok zaradi tega bolj potrudil naslednjič. Ampak otrok to vpije in preprosto začne sebe videti tako, kot misli, da ga vidi njegov roditelj, ki ga v resnici mogoče niti ne vidi tako, ampak poskuša motivirati na napačen način. In seveda poosebimo potem te stvari, to nas spremlja, sebe začnemo videti kot neuspešne, kot zgube, luzerje in tako gremo skozi svoje življenje. In pri vsaki novi odločitvi, pri vsaki novi izbiri, pri vseh vratih, ki se nam ponujajo, nas spremlja. Jaz sem luzer, jaz sem zguba. Tako ali tako se bom narobe odločil. Tako ali tako bom narobe izbral. Karkoli že bom izbral, ne bo nič. Osramotil se bom, doživel neuspeh, karkoli. In to je ta miselnost, ki nas spremlja in ki vodi seveda do, kot smo rekli, našega omahovanja, odlašanja in nam preprečuje rast. Ampak dejstvo je, kot pravi Zig Ziglar, neuspeh ni oseba, ampak je dogodek. Neuspeh ni nihče od nas, ne glede na to, koliko neuspehov smo že doživeli v življenju in koliko še jih bomo. To so dogodki, ki so se zgodili v našem življenju. In zelo pomembno je, da znamo ločiti med sabo in med tem, kar se nam dogaja ali kar se nam je zgodilo. To nismo mi. Da, mi smo udeleženi v tem, mi smo lahko tudi nekaj prispevali k temu, ampak to še ne pomeni, da smo mi neuspeh, da smo mi zgube. To je zelo pomembna stvar. Posebej za naše otroke. In starši, ki imamo otroke, to je ena od lekcij, ki se jih moramo naučiti. Dedki in babice, ki imate vnuke, za vas velja isto. To je ena od lekcij, ki jih morate obvladati, ko gre za vaše vnuke in njihov zdrav razvoj, njihovo zdravo rast. Ne poskušajte jim nikoli dati občutka, da so oni neuspeh. Da, doživeli so ga, ampak kasneje bomo prišli nazaj na to, to ni konec sveta. Da se nekaj s tem narediti. Kaj je pa seveda odvisno od vsakega posameznika. Ljudje zlahka, ko gre za neuspehe v našem življenju, razvijamo miselno žrtve. Začnemo o sebi misliti kot o žrtvah negativnih okoliščin okrog nas, negativnih sil, dejavnikov, hudobnih ljudi ali česarkoli drugega. In preprosto začnemo sebe videti kot nemočne. Ne morem narediti ničesar. Vse, kar se mi v življenju dogaja, je odvisno od drugih. Na nek način je to tudi obrambni mehanizem, ker se ne rabimo soočiti sami sabo. Drugi so krivi. Kdorkoli že ta drugi je, sploh ni pomembno. Ampak preprosto prenesemo to na nekoga drugega. In potem se nam zdi, mi smo tako ali tako nemočni, mi smo tako ali tako žrtve, pa zakaj bi se potem obremenjevali z nekimi stvarmi v življenju? Ne? Sej itak, karkoli bom jaz naredil, bo negativno, bo slabo, bo neuspeh na koncu. Bo vsem jasno je, da takšno razmišljanje ni produktivno, da nas ne pripelje nikamor. Ampak kvečemo do tega, da se bolj in bolj zapletamo v ta miselni vzorec žrtve, ki namesto, da bi nam dajal neko moč ali pa nam pomagal, kot pričakujemo, nam pravzaprav vso moč, veselje, energijo, ki imamo do tega, da nekaj naredimo v življenju, jemlje. Skupaj z miselnostjo žrtve in strahom pred neuspehom je povezan še en strah in tudi ta strah ima tukaj pomembno vlogo in sicer strah pred drugačnostjo. Živimo v svetu, ki zahteva neko prilagajanje. Če želimo
uspeti, če želimo biti uspešni. Ampak to je, lahko rečemo, neka laž, kateri velikokrat nasedemo. Vsakdo od nas je poseben posameznik. Vsakdo od nas je drugačen od vsakega drugega človeka. In ne rabi nas biti strah drugačnosti naše. Tu ne govorimo zdaj o samo eni vrsti drugačnosti, govorimo o vseh vrstah drugačnosti, razlik, ki so med nami. In ker nas je strah te drugačnosti, potem se velikokrat najraje skrijemo v množici. Ne izstopimo. Se vam je kdaj zgodilo, ko ste bili v šoli, da je učitelj ali profesor nekaj vprašal in vi ste vedeli odgovor, ampak niste dvignili roke? Je? Je, 100%. Zakaj? Zato, ker vas je bilo strah drugačnosti. V tem primeru, konkretno. Ne? Če vsi ne vejo, potem je še najboljše, da še jaz ne vem. Ker, če bom izstopil in bom drugačen in bom povedal narobe, se mi bojo vsi smejali. Se bom izpostavil. Torej, raje se skrijem. Raje nekako v tistem krogu, kjer mislim, da sem na varnem. Ampak potem nam je bilo žal, zakaj nismo dvignili roke. Ne? Še posebej, če je potem rekel učitelj ali profesor, da bi tistemu, ki bi na to odgovoril, dal dobro oceno ali pa karkoli drugega. Ali pa če je rekel prej, potem je samo še pritisk povečal. Potem smo bili ne bi. Rač ne. Ok, ocena je super, vabljiva, ampak izgubim lahko več. To je bilo naše razmišljanje. Mi se bojimo izgube v življenju, definitivno. Mi bomo naredili vse, da se zaščitimo, da zaščitimo nekaj, kar mislimo, da smo mi ali pa kar je naša lastnina in potem raje igramo na ziher. Tu smo varni. Sebe na nek način oropamo priložnosti in možnosti za rast s tem, kar naredimo. Ko gre za strah pred neuspehom, obstaja razlika med tem, kako ta strah pred neuspehom doživljamo moški in kako ga ženske. Tega se bomo malo dotaknili, ne moremo iti tukaj v psihologijo, podrobnosti, da rečem, naše moške ali ženske duše in raziskovati vse te stvari, ampak je določena niansa, je razlika med tem, kako ta strah doživljamo. Pri moških je strah pred neuspehom hranjen nekako s potrebo, ki jo imamo kot moški, in moški boste mi verjetno pritrdili, potem, da dosegamo, da smo uspešni in da imamo stvari pod nadzorom. Zdaj bolj ženske mi pritrjujejo. Je tak, sigurno. Hočemo biti uspešni v očeh svoje okolice. Hočemo biti, videti kompetentni, ne luzeri. Samo poglejte očete, recimo, ki jih spustite na športnem dnevu otrok ali pa na nečem, košarkarsko igrišče. Kako vneto bojo igrali košarko. Zakaj? Da se izkaže. Zato, ker so vložki visoki. Ne? Ja, zakaj so visoki? Zato, ker hočemo biti uspešni. Hočemo biti kompetentni. Hočemo pokazati, da znamo, da obvladamo. In pri moških, ko gre za strah pred neuspehom, ne gre toliko za neko konkretno stvar, ki bi jo lahko doživeli. Torej, ni nas v končni fazi strah poraza, recimo, v neki športni tekmi. Ampak nas je strah tega, kaj bo ta poraz naredil za nas sloves. Tega nas je strah. Saj vemo, da če bomo izgubili, ni konec sveta. Ampak je pomembno, vedno tukaj. Tisto, kako bodo drugi zaradi tega gledali na nas, tisto nas obremenjuje. In ker ne želimo tvegati, ker ne želimo izpasti nekompetentni, torej tisti, ki ne dosegajo, ki nimajo stvari vedno pod nadzorom, raje ne tvegamo. In to velja za vsa področja našega življenja, vključno s tem, koliko emocionalne bližine in odkritosti in odprtosti zmoremo za našimi ženami oziroma partnerkami. To
to, kar nas nekako prežema. Pri ženskah je malo drugače. Strah pred neuspehom je, lahko rečemo, kulturološka prtljaga pasivnosti in zadržanosti, pričakovane neke. Vemo v preteklosti, če gremo nazaj, se je glavnem pričakovalo, kaj da bo ženska počela? Stvari doma, izven oči javnosti, kakšna kariera, o tem ni bilo recimo govora, zaposlitev, ravno tako velikokrat ne. Skratka, pričakovalo se je nasplošno, tudi ko je ženska bila v javnosti, da je zadržana, nekako pasivna. In to se je kulturološko s prtljago, ki jo nosimo, preneslo tudi v naše življenje. Ne pravim, da tako razmišljamo, lahko tudi, ampak ni nujno, da. In potem se nekako pričakuje, in mnogi ženske mislijo, ok, zdaj, če jaz izstopim iz tega, če želim nekaj doseči na nekem področju in bom mogoče dosegla, ampak kaj pa če ne? Potem bo rekli, viš, boljše, da bi ostala doma. In to je nekaj, kar pri ženskah igra določeno vlogo. Seveda, zdaj boste mogoče kdo posameznik rekel, ne, pri meni ni tako. Malo se analizirajte, boste videli, da so vsaj neki ostanki tega, o čemer smo govorili. So neke stvari, ki jih enostavno nosimo s sabo, ki nas spremljajo pri tem. Tako da je razlika pri tem, kako neuspeh doživljamo, oziroma kako pristopamo k tej temi. In še ena pomembna stvar je, ko govorimo o strahu pred neuspehom. Posebej so temu strahu izpostavljeni ljudje, ki jim rečemo perfekcionisti. Teh smo se že dotaknili, ne se pravi tisti, kjer mora biti vsaka travica enako visoka, kjer mora biti vse popolno, kjer ne sme biti nobene napake, kjer mora biti vse narejeno najboljše. Ni teorije, da bi naredili kaj manj od tega. In že smo poudarili to, da je razlika med težnjo našo po odličnosti, potem da se potrudimo, da vložimo maksimalno, in pa perfekcionizmu. Perfekcionizem je nezdravo potencirana težnja po odličnosti, ki nas začne ovirati v življenju in ki nam preprečuje, seveda, da če vse ne bo tako, kot bi moralo biti perfektno, raje tega ne bomo naredili. Če nismo prepričani, da smo lahko najboljši v nečem, raje tega ne bomo počeli. In potem spet vidimo, kam nas to pripelje in kje se znajdemo v takšnem primeru. Skratka, ta strah pred neuspehom ima različne mehanizme, različne načine, nekatere povezane z našim spolom in doživljanjem sveta, drugo z gledanjem na določene stvari, kako nas drži v šahu. Seveda se lahko razvije, predvsem ta težnja tudi do zelo nezdravih stanj, da rečemo, bolezenskih tudi stanj oziroma motenj, ampak to ni več moje področje, zato bom dal besedo dr. Odrčiču, da nam spregovori nekaj o tej temi in potem se na koncu vrnemo nazaj k temu, kako premagati strah pred neuspehom. Tudi z moje strani. Sem že nekaj časa razmišljal in sem tudi zadnjič malo tudi Zmago omenil, ali se zavedamo, kakšna je razlika med tem, kar nam Zmago govori in kar jaz govorim. Jaz sem si že mislil, in Lidija je že malce to hudomušno tako rekla, da sva vidva pa dobranca, tukaj malo tako sem odpadla in da mu dostikrat tudi tak lepo, bi rekel, pristope tudi mogoče pohvalimo. Ampak, vseeno, jaz sem imel zelo pomembno razliko ugotovil. Ta je, da vse to, kar ste poslušali do sedaj od magistra Godine in kar boste pol tudi kasneje, nima diagnoze. In ker nima diagnoze, ravno tako tudi nima nekega medicinskega zdravljenja. In to, kar on govori, vam je veliko, oziroma nam je v veliko pomoč. Stvari, ki jih mi, dva z Lidijo tukaj vam govoriva, imajo diagnozo in ta diagnoza je mogoče za vas danes malce nekaj novega, nerazumljivega, ampak ko se bomo malo poglobili v posamezne točke in razčlenitev tega pojma obsesivno-kompulzivna motnja, potem boste videli, da jo zelo dobro poznate in da ste mogoče že srečali ljudi, ki so takšni. Najprej, preden
sploh kaj spregovorim o motnji kot sami bolezni in diagnozi, rad bi nekaj povedal o tem, kaj pomeni kompulzivno vedenje. Namreč kompulzivno vedenje je nekaj, kar smo mogoče tudi sami v svojem življenju izkusili ali pa celo dali skozi. Naprimer, to je prisila početi določene stvari. In se kaže, kot ste že slišali, v napovedi, v perfekcionizmu, rigidnosti, natančnosti in obsedenosti z določenim redom, zapovrstnostjo in detajli. Se spomnite še tiste slike z tistimi zrni graha, se spomnite, oziroma vidite tukaj te svinčnike zložene tako. Nekateri ljudje, recimo, veliko več časa bodo posvetili temu, kako bodo svinčnike zložili v kozarec, kot se bojo učili. Ne? Pa niso bolni. Ne? Mogoče so samo mladi in jih učenje ne vem kaj preveč ne zanima. Ne? Ali pa v nekem obdobju svojega življenja, jaz se spomnim, da ko sem prihajal iz šole domov, sem se vedno trudil, da ne bi stopil na tisto fugo na pločniku, niso ploščice, med tistimi pač ploščami, kako se reče tam, ki so na tlakovci, ne, velikimi. Pa recimo moja svakinja mi enkrat, ko sva se o tem pogovarjala, sicer psihologinja, mi je priznala, da ona še vedno, ne vem, še danes, ampak takrat je rekel, pravi, jaz ponavadi, kadar perilo obešam, pravi, vedno eno vrstico dam eno barvo tistih čipalk. Torej, kompulzivno vedenje tudi še ni neka diagnoza. Razen seveda, če ne postane obsesivno-kompulzivna motnja in na nek način je in spada v to serijo in niz, ki sva ga do sedaj imela, se spomnite o fobijah, o anksioznosti, panični motnji in obsesivno-kompulzivno. Vse to so anksiozne motnje. Kažejo se kot vsiljive misli, ki izzivajo nelagodje, bojazen, strah, zaskrbljenost, torej obsedenost z nečim ali nekom. Torej, to je ta obsesivna komponenta te diagnoze. Obseden z neko mislijo, ki se ti stalno ponavlja, na katero stalno misliš. Včasih je to tudi, spet se vračam nazaj na nekaj zelo navadnega, ampak se spomnite, ko si na koncu svojih moči poganjaš kolo gor na strmo reber, ne? Vi veste dobro, kje je to, iz osilnice gor, in nimaš več, ne vem, veliko tekočine v glavi, niti krvi, še manj, in potem se ti stalno ponavlja ena pesem, ena neumna pesem, ena vrstica ene pesmi. Popolnoma brez veze, ampak se ti to ponavlja. To kaže na to, da gre za eno motnjo v mojih možganih v tem trenutku. Seveda, ker so ti možgani izčrpani. In ta druga komponenta, ko pravimo kompulzivna, torej zdaj smo govorili obsesivno, kompulzivna pomeni, da so tukaj v igri ponavljajoči se postopki, ki imajo za cilj zmanjšanje pridružene tesnobe ali anksioznosti. Sedaj pa bomo kasneje malo spregovorili o teh posameznih torej obsesijah, torej vsiljivkah, mislih in tako naprej, in o kompulzivnih dejanjih. Predtem pa ne moremo mimo obsesivno-kompulzivne osebnostne motnje. Ta je zelo pomembna, kajti gre za čisto drugo bolezen. Kasneje bomo pač pokazali, v čem je razlika in v čem se kaže. Kaže se v prodornem vzorcu preobremenjenosti z urejenostjo. Ali, naprimer, kot smo prej omenili, v perfekcionizmu, v pretirani pozornosti do podrobnosti in po potrebi po duševnem in medosebnem nadzoru. In to tako močni, da ta gre na tem, da oseba, ki ima to osebnostno motnjo, si želi nadzor nad lastnim okoljem in vse to na račun prilagodljivosti, odprtosti in lastne učinkovitosti. Torej, ta oseba je toliko obremenjena z neko popolnostjo, da pri tem
na nek način ta njen lov za popolnostjo jo paralizira v njenih dejanjih, naredijo neučinkovito. In sedaj se seveda sprašujemo, v čem je razlika med obsesivno-kompulzivno motnjo in obsesivno-kompulzivno osebnostno motnjo, torej med tema dvema boleznima. Namreč ljudje z obsesivno-kompulzivno motnjo imajo takšno obnašanje ali vedenje za nezaželeno in nezdravo. Torej ljudje, ki imajo obsesivno-kompulsivno motnjo, se zavedajo svojega problema in kar jim on dela v njihovem življenju. Vendar se ne morejo iz tega ven izvleči. In bi se radi, mi je težko, brez pomoči psihoterapije in kasneje bomo videli tudi nekateri zdravniki. Ljudje, ki imajo osebnostno motnjo, obsesivno-kompulzivno osebnostno motnjo, pa čutijo, da je njihovo vedenje racionalno in zaželeno. Da je, na primer, rezultat strogega spoštovanja nekega reda in njihove naravne nagnjenosti k previdnosti. Torej, ti ljudje na nek način hočejo dopovedati drugim, da prav to, kako se oni vedejo, je najboljše. Včasih so zelo naporni. Zato, ker to njihovo doseganje popolnosti se včasih hoče doseči na škodo, na račun drugih. Če smo to mi, slučajno njihovi sorodniki ali pa sodelavci, kolegi, je včasih zelo težko s takšnimi ljudmi živeti. To je osebnostna motnja. Zato, ker oni niso zaradi tega ogroženi, oni niso v stiski, ne preživljajo nobene stiske, kakor tisti, ki ima osebnostno-kompulzivno motnjo. Obsesivno-kompulzivno motnjo. Tukaj gre za osebnostno motnjo. Sedaj pa, kateri so simptomi obsesivno-kompulzivne motnje? Razdelili smo jih, seveda, ko ste že prej slišali, na piše vsiljivke, torej obsesivne misli in kompulzivna dejanja. Kaj so obsesivne misli? Obsesivne misli so takšne misli, ki preganjajo človeka in ki mu niso všeč, vendar stalno o njih razmišlja. Gre do zelo banalnih stvari, ki, kot smo že prej poslušali, ko razmišljajo o tem, kako vse, kar bojo počeli, bo neuspešno, preko tega, da se bo nekomu od njihovih najbližjih nekaj hudega zgodilo in stalno razmišljajo o tem, recimo, da bo umrla njegova hčerka, recimo, od nekega bolnika. Ali pa, recimo, gre tako daleč, da te obsesije ali pa vsiljivke prizadevajo moralne vrednote nekoga, ki jih dobiva. Naprimer, recimo, zelo religiozna oseba ne more se znebiti misli, da preklinja Boga. To je strašno. Ali pa, naprimer, mladi fant stalno se ne more znebiti misli, da spolno občuje svojo materijo. Ja, to so hude obsesije, se zaveda, da je to nemoralno, nemogoče, incest in tako naprej, vendar se tega ne more znebiti. To je najhujša oblika, recimo, obsesivnih misli, vsiljiv. Drugo pa kompulzije. Tu, ko sem napisal kompulzija ali pa vsiljiva dejanja, prisilna dejanja, se je pojavila slika tega znanega junaka ene serije, se spomnite tega detektiva Monka, ne? On je prikazoval to motnjo, ne? In res dejansko se je tako vedel. Torej, pri takih ljudeh stalno se dogajajo neke dejavnosti, ki jih stalno ponavljajo. Recimo, najbolj banalna, najbolj pogosto omenjena, pogosto umivanje rok. Ne? Stalno, za vsako priložnost. Recimo, zaklepanje vrat. Vedno mora, kadar odhaja iz stanovanja, 3-krat, obstaja, da rečemo, ritual, 3-krat zakleniti vrata. Ne? Ali, naprimer, tisto, kar sem prej omenil kot igrico otroka, to je pri odraslem, da pri hoji vedno pazi, da ne stopi na fugo. Ali pa pri hoji po stopnicah, da vedno stopi na vsako drugo stopnico. Če zmore, seveda. In tako naprej. Lahko navedete, če poznate koga, ali ste se mogoče sami s tem ubadali, kakšne druge take vsiljiva, prisilna dejanja, ki so. So zelo naporni ljudje, ki so s tem, sami sebi, pa tudi drugim včasih. Ne? Vendar pravim, to je samo obsesivno-kompulzivna motnja, oni se zavedajo tega, da je to
njihov težki problem. Zdaj pa gremo naprej na eno zelo zanimivo vprašanje. Zdaj si pa boste zastavili vprašanje, ja, red mora biti včasih. Zdaj pa kakšna je razlika med temi kompulzijami, prisilnimi dejanji in dobrimi navadami? Ne? Mi si vsi želimo, da imamo čisto pospravljeno stanovanje, mi si vsi želimo, da imamo stvari dobro zložene, mi si vsi želimo, da so tudi stoli za mizo postavljeni neko simetrijo včasih. Ne? Stvar je v tem, razlika je v tem, da kompulzije ali vsiljena dejanja zmanjšujejo, kot smo prej rekli, življenjsko učinkovitost, navade pa lahko izboljšajo to življenjsko učinkovitost. Naprimer, pospravljanje stanovanja. Če nekdo ima red, da ob določenem času tedna ali dneva, pač odvisno, kaj pospravlja, določeni čas prebije pospraviti to stanovanje, to je navada, dobra navada. In zaradi tega bo njemu tudi lažje, zato ker ves ta čas vmes bo imel za neke druge stvari. Če pa nekdo ima kompulzijo, stalno pospravljanje stanovanja, stalno postavljanje v črto stolov ali pa ne vem česarkoli drugega, mislim, če ima, on nima časa za nič drugega, njegova učinkovitost je uničena. In čisto na kratko, kaj je biologija obsesivno-kompulzivne motnje? Tudi tukaj, kakor smo do sedaj vseh, ker je seveda to anksiozna motnja, je povezana z odstopanji pri sproščanju transmitorja, živčno-celičnega transmitorja serotonina. Stalno se ta serotonin ponavlja tukaj. In kako so do tega sklepa prišli, da rečem žal, ali kako drugače, retrogradno, s poskusom in opazovanjem. Z uporabo zdravil, ki se imenujejo zaviralci ponovnega prevzema serotonina ali SSRI, za ta zdravila ste gotovo slišali. Sicer to so danes najpogostejša antidepresivna zdravila. Ne? Ta uporaba teh zdravil je pokazala zelo dobre učinke pri zdravljenju obsesivno-kompulzivne motnje. Sedaj tudi nekaj besed o zdravljenju. Posebna tehnika kognitivno-vedenjske terapije pri psihoterapevtskem pristopu zdravljenja obsesivno-kompulzivne motnje je izpostavljanje in preprečevanje rituala. Kaj je izpostavljanje? Če je nekdo zelo občutljiv recimo na umazanijo, potem ga boš izpostavil temu. Psihoterapevt ga nalašč včasih umaže z nečim. Sproži, da se mu roka recimo mu konča recimo v vazi z zemljo. In potem ves čas psihoterapevtske seanse zahteva od njega, da s takšno umazano roko se pogovarjajo do konca. To je pa preprečevanje rituala umivanja rok. Ali pa, naprimer, ga uči, da nalašč stopi na fugo med ploščicami in tako naprej. Seveda, za težje oblike nikoli ne pozabljeni medikamentozni pristop, prej omenjeni antidepresivi in za najhujše oblike elektrokonvulzivna terapija, tako zvani elektrošoki, tudi pridejo v poštev. Elektrošok, jaz ne vem, ali so jih v Sloveniji ponovno začeli izvajati, vem, da je en čas bilo v Sloveniji, da jih niso izvajali, pa so pošiljali celo v Zagreb in v Graz. Nisem dobro informiran, če ste v glavnem, je nekdo rekel, da so nehumani, vendar čeprav se izvajajo v globoki anesteziji, splošni anesteziji, narkozi. Ampak vseeno, nekdo si je to izposloval, da so jih v Sloveniji imeli za prepovedane. So pa zares učinkoviti in mnogi ljudje so pravi šli tudi v tujino, da se zdravijo zaradi tega. Epidemiologija, torej pojavnost obsesivno-kompulsivnih motenj, se ni tako niti malo, 1-3% ljudi. Vemo, da sladkorno bolezen ima nekje 2-4% ljudi, torej obsesivno-kompulzivno motnjo sigurno 1-3% ljudi. In zanimivost, 80% obolelih je imelo simptome že pred 18 letom starosti. Torej tudi to moje, ko sem jaz se izogibal včasih stopanju na kakšne fuge. Ampak to je bilo, jaz se spomnim, pubertetniška igra včasih. Ampak znalo me je kar matrati. Vso pot od šole domov sem se trudil ne stopiti na nobeno fugo na pločnik. Tako, in sedaj, evo, zadnji 3 minute, da si ogledamo eno risanko.
spodnapisi, v kateri bomo malce poskušali še enkrat pogledati, kaj pravzaprav počnejo zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje depresije. This is how the brain works. In the center part of the brain is where the cells that produce serotonin and norepinephrine modify the rest of the brain. Just like a dimmer switch can control how light or dark a whole room is just from one small area, each cell has connections with 500,000 other cells, and you only have 250,000 in your whole brain. The signal comes down the nerve. It releases these chemicals, which then go across the space called the synapse. Once those chemicals fill up the receptors on the left side of the synapse, the signal is sent. That's how the nerve on the right influences the nerve on the left. Here's a higher magnification of the same thing. The signal comes down the nerve, it releases, goes across, reaches critical mass, now sucks back up into the yellow vacuum system. Now the body will recycle some of it, but the rest of it is destroyed and thrown away. And how much is destroyed and thrown away is dependent upon your family characteristics. So if you don't have enough of the chemical to fill up those receptors, then you will have the signs and symptoms of depression and anxiety. Some people have problems with too much rather than too little. This is what we think happens with people with schizophrenia, and this is the dopamine system. They're being so overstimulated with dopamine, they become very agitated, they hallucinate, they can't sleep, they hear voices. So what we use is medications called atypical antipsychotics, which are represented by these green balls, which temporarily sit and block those receptors from being overstimulated. Helps to calm them down, the voices go away, they can sleep much better if they'll take their medication. Now this is what happens with depression. Chemical is released, it did not reach critical mass, so it sucks back up into the yellow vacuum system, and a double dose is now released. Now there's enough to fill up those receptors, and boom, the signal is sent, and now it's sucked back up into the vacuum system again, waiting for the next signal. Now, antidepressants are not addicting. All they are these white balls that simply plug up that vacuum system. So now the body can't bring it back in and throw it away. So it helps your body conserve what you've already made. So now the concentration in that gap increases. It's like having instant hot water. When you turn on the spigot, you have hot water immediately. You don't have to wait for all the cold water to be pushed out of the hot water pipes before you get a cup of coffee or tea. This is what's addicting. This is in the pleasure center of the brain, and these are the dopamine receptors. And these purple balls represent methamphetamine and cocaine, which now begin to hit and to smash and to destroy those receptors. And it's like taking a hammer and smashing it through a board of wood so that people can no longer experience normal pleasure and joy in life unless you have more and more cocaine. So if you understand that, you understand how the brain works. Hvala lepa za to poučno predstavitev in povezavo seveda z delom tega, o čemer smo govorili v razmerah in obsegu, bi rekli, ki presegajo stanja, ki jih zaznavamo seveda pri večini od nas, ki smo tukaj, pa verjetno tisti, ki jih poznamo. Je pa zagotovo, kot smo videli, v življenju koga od nas kdo, ki se sooča s to težavo in ki mu s poznavanjem seveda tega lahko tudi pomagamo, da ga usmerimo na pravo smer in pomoč. Vsi mi se lahko soočamo s strahom pred neuspehom in zato smo sedaj pri vprašanju, torej, kaj torej lahko naredimo, če imamo ta strah pred neuspehom, o katerem smo pregovorili. Torej, če imamo to obsesivno-kompulzivno motnjo, o kateri je bilo beseda, zdaj smo slišali, kaj lahko naredimo, oziroma kje so rešitve, oziroma kje je pomoč. Kako se spopademo s strahom pri neuspehom? 2 koraka, 2 stvari bomo omenili tukaj. To lahko naredi vsakdo od nas. In prvi korak je ta, da neuspeh sprejmemo kot nekaj vsakdanjega. Torej, da imamo vedno robčke, ki je blizu, ker bomo jih rabili. Zagotovo bomo doživeli kakšen neuspeh, zagotovo nas bo kaj razžalostilo. In to je nekaj vsakdanjega, normalnega, običajnega. Če se vam to dogaja, ste, bom rekel, normalni. In to je dobra novica, ni? Da vemo, da to smo mi, ja, tudi drugim se to dogaja, nič posebnega nismo v tem. Skratka, to je nekaj, kar ljudje poznamo, vsi ljudje. Prej sem vas vprašal na začetku, če kdo, ki ni doživel neuspeha. Ni ga takega
junaka, ki bi se oglasil in rekel, jaz ga pa še nisem nikoli. Smo ga doživeli in rad bi, da si ravno zato, da se to utrdi nekako v nas in da to sprejmemo, pogledamo malo to skozi prizmo ljudi, ki so uspešni v življenju, na različnih področjih, bili neka znana imena, bom samo na kratko omenil. Ne vem, koliko boste poznali tega možakarja, tukaj nekateri mogoče športni navdušenci izpred nekaj let nazaj se boste spomnili imena Michael Jordan. Okay? Poznate tudi tisti, ki niste športni navdušenci, veliki, ne, mame, sploh pa očetje, ko so kupovali Nike Air, ne, to so Air Jordan je bil, on se pravi takšne superge, ko so naši otroci bolj skakali tako kot on. Pri tem, skratka, ime lahko rečemo. In zanimivo, Michael Jordan govori o svoji karieri in jo opisuje tako, pravi, v svoji karieri sem zgrešil na tekmah uradnih okrog 9000 metov. Izgubil več kot 300 tekem, ki jih je odigral, in v 26 primerih, ko mi je bila ponujena možnost, da zadnjim metom odločim tekmo med zmago in porazom, sem zgrešil. Okay. Ampak velja za največjega košarkarja pri teh številkah. In potem zaključuje to svojo misel s temi besedami. Vedno znova in znova sem doživljal neuspehe in zato sem uspel. Kaj ni dovolil? Da ga paralizira, da ga ustavi. Ni po prvem zgrešenem metu, ki bi naj odločil tekmo, rekel, ok, jaz sem za nič košarkar, grem. Sedel bom nekom kot in se smilil sam sebi in jokaj. Nikoli več ne bom žel žoge v roko, nikoli več ne bom metal tega odločilnega meta, ker lahko zgrešim. In po prvem zgrešenem je še 25 krat to naredil. Ampak to ga ni ustavilo. Verjetno jih je metal veliko več kot 26, ampak 26 pravi, da jih je zgrešil. Doživljal je neuspehe, pravi, ampak to me je pripeljalo do uspeha. Gremo do naslednje osebe, to verjetno poznamo, sicer to je bolj mladih, lepih, Oprah Winfrey, ki so v njeni mladosti odpustili iz televizije z besedami, da je neprimerna za televizijo. Jaz mislim, da tisti, ki je to rekel, se je vse življenje tolkel po glavi potem, ker je to rekel in je to naredil. Oziroma, lahko si je mogoče pripisoval zasluge, da je zaradi njega uspela, ker je šla po svoji poti. Ampak doživela je neuspeh. Mislim, da veliko ljudi, ki jo poznajo in postale nekako ime naših dnevnih sob, sploh v nekem obdobju, ko je bila zelo seveda aktivna s svojimi pogovornimi oddajami, ki smo jih lahko spremljali tudi pri nas, je v njej videlo kaj? Utelešenje uspeha. Stvari v življenju so šle proti njej, ampak je uspela, ampak tudi ona je doživljala neuspehe. Recimo Walt Disney je bil odpuščen iz časopisa, v katerem je delal kot oseba brez domišljije in izvirnih idej. Mislim, da ni treba govoriti, kako napačno je to v bistvu skozi perspektivo, kot ga vidimo. Izvirne ideje, še kako jih je imel, svojo Miki Miško in vsemi ostalim, in vidimo, kaj je zgradil danes, pravzaprav s svojim delom, oziroma kar so drugi potem nadaljevali. In mislim, da je premogel zelo veliko domišljije. In če bi rekel, ko so ga odpustili od tega časopisa, kjer je delal, jaz sem res brez domišljije in izvirnih idej, potem danes veliko risank ne bi poznali. Veliko pravljic večer ne bi brali našim otrokom, ki jih jim beremo in podobno. Je doživljal neuspehe? Je jih. Vsekakor. Ni bil imun na njih. Ali pa recimo Beatles, za njih so pri založbi Decca Records rekli, v show biznisu nimajo prihodnosti. Ko so igrali na eni audiciji, je tisti, ki je bil tam, rekel, ti nimajo prihodnosti v show biznisu. Verjetno mi je bilo zelo žal, da je to rekel. Sploh glede na zaslužke in vse potem, kar je sledilo. So doživeli neuspeh, so. Niso takrat popokali, da rečemo, svojih kitar in bobnov in tega in so rekli, ok, gremo domov. Edini prostor, kjer bomo še peli in igrali, so naši tuši ali pa kleti, kjer bomo, garaže, kjerkoli. Ne. Enostavno, šli so naprej. In potem še enega bi omenil, Albert Einsteina, za njega so učitelji rekli, iz njega ne bo kaj prida. Einstein se je naučil govoriti v celoti popolnoma šele pri 4 letih. Kaj bi mi rekli otroku, ali pa kako bi ga gledali, ki do 4 let ne bi govoril, marsikaj bi že poskusili prej, ne? Moče bi celo dvignili roke, se sprijaznili, vdali v usodo. In potem, ko še učitelji rečejo iz tega neba ravno veliko, zamislite si, da pridete na govorilne ure, pa vam to starši učitelji rečejo.
In če bi on to verjel in sprejel, potem danes ne bi se učili teorije relativnosti in podobnih stvari, ne? In mnogih drugih dobrih stvari, do katerih prihajamo zaradi tega, ker ni sebe videl kot neuspeh, ampak je videl neuspeh kot dogodek. Ne? To je tu, ja, ampak nisem jaz neuspeh, jaz lahko nekaj naredim. In še bi lahko naštevali Edisona, ko je ne vem kolikokrat že doživel neuspeh pri poskušanju, da bi prišel do delujoče žarnice, rekel, to ni neuspeh, zdaj samo poznam 10,000 načinov, kako stvar ne funkcionira. Samo vem nekaj več zaradi tega. Skratka, uspeh je nekaj vsakdanjega, tudi tisti, ki jih vidimo kot posebljanje uspeha, so doživljali neuspeh v svojem življenju. In zato, če ga doživljamo, mi smo čisto normalni, vsakdanji in to je okej. Tukaj lahko začnemo in nekaj naredimo. In tukaj prvi korak, ki ga naredimo do tega, da se znebimo tega strahu pred neuspehom. In potem drugi korak je, da svoje neuspehe spremenimo v stopnice do uspeha. Tako so ti ljudje naredili, ki smo jih ravno kar omenjali. In seveda, bilo bi izredno zanimivo, če bi zdaj njihove biografije predstavljali malo bolj podrobno in videli, kaj vse so počeli. Ampak je nekaj stvari, ki so skupne vsem, ki neuspehe spreminjajo v stopnice do uspeha. Čisto na kratko, nekaj stvari, ki nam pomagajo, da to lahko naredimo. Prva je ta, da se zavedamo, da ena napaka ali neuspeh še ne pomeni, da je vse uničeno. Da nič ne velja, kot rečemo, da nič ni dobro. To je zelo pogosta past, v katero se ujamemo, ko smo doživeli neuspeh. Takrat gledamo na vse, kar je povezano s tem, kot slabo, negativno. Konec. Če smo doživeli neuspeh, recimo v nekem svojem govoru, ki smo ga pripravili, potem gledamo, vse je bilo brez veze. Vse je za nič. Nič ne velja, nič ni bilo dobrega. In prva stvar, ki jo tu lahko naredimo na tej poti spreminjanja neuspehov v uspehe je, da se usedemo in da si rečemo, ok, kaj pa je bilo dobrega v vsem tem? A je bilo kaj, kar sem naredil dobro? Ali je res vse slabo? Ker če dovolimo, da nas ta miselnost prevzame, da je vse slabo, potem seveda smo na poti, da nas ta strah pred neuspehom paralizira. Potem druga stvar, napake so vedno priložnost za učenje. Zdaj, nekdo bi rekel, ok, potem lahko naredimo še več napak, da se bomo še več naučili. Ni treba pretiravati, tudi s tem ne. Ampak ko naredimo neko napako, ko doživimo nek neuspeh, naučimo se nekaj iz tega. Poskušamo nekaj iz tega potegniti. Kakšen nauk? Kaj narediti? Edison je rekel, zdaj poznam 10,000 načinov, kako stvar ne deluje. To je ta pristop, ki ga je omenil. Tretja stvar, neuspeh nam vedno pomaga prilagoditi naše vedenje, da moramo vsesti, pa si reči, ok, to je šlo dobro, to je šlo slabo. Slabo je šlo zaradi tega. To je logična povezava. Zakaj je prišlo? Ne zato, ker sem jaz zguba, ker nimam pojma, ker ne znam nič. Nisem sposoben, recimo, in pa podobna razmišljanja, ki jih imamo. Ne pozabimo, kot smo rekli, da je tveganje način ali pa pot za rast. In pa peta stvar, neuspeh nam pomaga sprejeti dejstvo o lastni nepopolnosti in živeti z njo. Vsem perfekcionistom med nami imam eno zelo slabo novico, niste perfektni. Niste popolni. Nepopolni ste ravno tako kot jaz in vsi ostali, ki smo tukaj. In najboljša stvar, ki jo lahko naredimo, da se znebimo tega nekako, je, da se naučimo živeti svojo lastno nepopolnostjo. To ne pomeni, da bomo se izgovarjali na to in se ne bomo potrudili. Bomo se, ampak tudi, če ne bo popolno, nič hudega. Lahko se naučimo, kako drugič narediti, da bo boljše. Popolno pa ne bo nikoli. Ker tudi perfekcionisti niso zadovoljni. Tudi oni so nezadovoljni in stremijo k tisti končni popolnosti, ki jim seveda spet jemlje veselje do življenja in voljo do dela, ki jih paralizira, blokira, ki jim preprečuje, da bi uživali v tem, kar počnejo. Izberimo si raje užitek v tem, tudi če bo nepopolno. Tudi če ne bojo vsi z okni iste barve na eni. Ok? Nič hudega. Ali pa ščipalke, karkoli. Ok, in zadnja misel, ki bi jo izpostavil, je misel Henryja Forda, ki mislim, da lepo povzema to, kar smo rekli na koncu. Neuspeh je izjemna priložnost, da začnemo znova, tokrat bolj premišljeno, tokrat bolj informirano,
Zdaj vemo, kaj ne deluje, pa lahko naredimo nekaj, kar bo delovalo. In Henry Ford je še en v vrsti tistih, ki veljajo za še kako uspešne ljudi, zgradil je, lahko rečemo, celi imperij, spremenil je način našega gibanja in še marsikaj, pri tem, ampak doživljajo neuspehe. Vendar na te uspehe ni gledal kot konec. Jaz sem zguba, nič ne morem. Ne, to je priložnost, da začnem znova, da naredim nekaj drugače. In če so uspeli ti ljudje, potem lahko uspemo tudi mi. Če je uspel Einstein, lahko mi uspemo. Ja? Zakaj to pravim? Kdo od vas je govoril pred 4. letom? A? Vsi. Okay. Torej, če je uspel on, lahko uspemo mi. Mogoče so za koga učitelji rekli, iz tega ne bo veliko, ampak tudi za njega so rekli, ne pozabimo tega. In za vse ostale. Tako da ne dovolimo, da nas uspeh paralizira, da nas ohromi, da nam prepreči, da bi zaživeli res polno življenje. Spopadimo se s tem strahom pred neuspehom, obrnimo neuspehe v stopnice do svojega končnega uspeha. In naslednjič bomo uspeli, zaključili bomo ta naš niz, prihajamo do zadnjega našega predavanja, na katerem bomo govorili bye strahu. Poslovili se bomo od strahu, povedali, kaj lahko naredimo, kaj so tiste stvari, ki nam pomagajo za to, da bi živeli življenje v izobilju. In vsakdo od nas ga lahko živi. Upam, da že s temi stvarmi, ki smo jih danes omenili, pa seveda v prejšnjih predavanjih, verjamem pa, da naslednjič bomo dali še kot jagodo na torto ali pa češnjo, kar vam je bolj všeč, tako si zamišljajte in upam, da se vidimo naslednjo sredo ob isti uri tukaj na istem mestu. In hvala za potrpežljivost.